v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo imeli, kot veste, ob imenovanju gospoda Zvonka Fišerja resne pomisleke glede njegovega imenovanja, predvsem z vidika njegove strokovnosti, usposobljenosti in predvsem z vidika zagotavljanja neodvisnega delovanja na čelu generalnega državnega tožilstva. No, kljub številnim utemeljenim pomislekom je bil gospod Fišer za generalnega državnega tožilca imenovan in v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo pričakovali, da bo zagotovil neodvisno strokovno delovanje tega organa, še posebej v teh razmerah, ko se Slovenija sooča z vedno večjim nezaupanjem državljanov v inštitucije pravne države. Danes smo ponovno v enem od tedenskih medijev, ki ga tako imenovana tranzicijska levica sicer uspešno izkorišča za blatenje in diskreditacijo političnih konkurentov. To počne že nekaj časa, skoraj vsak teden beremo posamezne dele tožilskih ali policijskih spisov, ki v nobenem primeru ne bi smeli biti javni, dokler ti postopki niso zaključeni oziroma dokler se v njih ne izrečejo tisti, na katere se nanašajo. Danes smo ponovno lahko brali en del poročila iz ene od policijskih preiskav, tokrat tujega policijskega preiskovalca, ki predstavlja nek osnutek poročila. Poročilo, ki še niti ni zaključeno in ki niti ni bilo namenjeno v neke procesne namene znotraj organov, toliko manj seveda objave v javnosti. Zadnji primer, govorim o tem primeru, ko je bil objavljen del poročila finskega preiskovalca, ki ga je le-ta posredoval slovenskemu tožilstvu, našo državo pokaže na nek način kot banano republiko tudi v mednarodni javnosti. Poročilo, tako kot sem omenil, predstavlja osnutek, ni zaključeno in ni bilo namenjeno kakršnikoli uporabi v procesne in javne namene. Poleg tega je bila objava z izseki, dodanimi komentarji in zaključki upravljena na tak način, da je v javnosti načrtno ustvarila enostransko predstavo o zadevi in med nepoznavalci utrdila prepričanje o krivdi posameznikov, predno so o tem odločali pristojni organi oziroma še predno je postopek zaključen na ravni policijske preiskave oziroma tega predpolicijskega preiskovalca. Na ta način se seveda zavestno ustvarja pritisk na organe, ki bi morali biti pri svojem delu neodvisni in samostojni, ne le v tem primeru, tudi v številnih drugih primerih, ki so bili v preteklosti objavljeni v tem tedenskem mediju. Kajti, če medij z manipulativno in selekcionirano objavo ustvari prepričanje o krivdi in s tem doseže javno obsodbo, še preden so se postopki začeli, potem smo priča temu, kar se v pravni državi ne bi smelo dogajati. Na zadnje objave in odtekanje podatkov se strani tožilstva se v tej državi ni odzval nihče od pristojnih. Saj jaz tega nisem zasledil, oziroma nismo zasledili v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, da bi se na te protizakonite objave, ki pomenijo kršitev zakona in kazniva dejanja, odzvali informacijska pooblaščenka, nismo zasledili, da bi se odzval državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, ni se odzval inšpektorat za medije, ni se odzvala vlada, ni se odzval predsednik države, ni se odzval pristojni minister za pravosodje, niti se ni odzvalo tožilstvo samo oziroma generalni državni tožilec. Če želimo, da bodo ljudje zaupali v pravno državo, potem bi morali pristojni, predvsem tisti, ki sem jih omenil prej, in tukaj vidim največjo težo na predsedniku države in vladi, storiti vse, da se prepreči politična instrumentalizacija tožilstva, ki se očitno v zadnjem obdobju izrazito dogaja. V najkrajšem času bi morala biti sprožena preiskava. Ta preiskava bi morala ugotoviti, od kje, v nasprotju z zakonom, odtekajo posamezna gradiva dokumentacija in sprejeti bi morali biti ukrepi, da se to v bodoče ne bi dogajalo.
Vse to je seveda v interesu pravne države in njene zaščite. Nič od tega se ni zgodilo. Iz tega razloga seveda v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pričakujemo, da bo generalni državni tožilec, gospod Zvonko Fišer, preprečil odtekanje dokumentov in zaupnih gradiv iz tožilstva, da bo nemudoma sprožena preiskava v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so bila pri tem storjena. Pričakujemo pa seveda tudi odziv vlade, na predlog katere je bil gospod Fišer imenovan za generalnega državnega tožilca. In vkolikor se to ne bo zgodilo, oziroma vkolikor generalni državni tožilec ne bo zagotovil spoštovanja temeljnih načel pravne države, vkolikor ne bo preprečil nadaljne politizacije dela tožilstva in njegove vedno večje instrumentalizacije za dnevno-politične potrebe, bomo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zahtevali izredno sejo Državnega zbora s predlogom, da se najvišje zakonodajno telo opredeli do dela generalnega državnega tožilca in do tega, ali po tistem, ko se ne spoštujejo temeljni oziroma osnovni principi, na katerih mora delovati tožilstvo, vkoliko želi zagotavljati učinkovitost preiskav, ki jih vodi, ali ta generalni državni tožilec po vsem tem še zagotavlja oziroma izpolnjuje pogoje za upravljanje te funkcije ali ne, oziroma na tem najvišjem zakonodajnem telesu želimo opraviti razpravo o tem, ali je za nadaljne upravljanje te funkcije, kolikor ne bo nič od tega v zaščito pravne države storjeno, še primeren.